pozdravljeni, dragi dijaki, drage dijakinje, na tej naši okrogli mizi na temo maturitetnega eseja, kjer se bomo danes pogovarjali o vaših dveh maturitetnih romanih, torej o Čudežnem Feliksu in pa o Velikem Gatsbyju. Torej, jaz sem Petrisa, jaz sem povezovalka danes in z nami so pa 4 častni gostje. Najprej seveda obraz, ki ga po moje večina vas poznate, in to je Anika Logar, naša inštruktorica slovenščine. Potem imamo Marka Zabava, ki je študent na Filofaksu. Potem imamo našega, tako kot vsako leto, enega dijaka, tokrat Mateja Mivška iz gimnazije Vič, in pa Žiga Pošeta, ki je pa magistriral na temo Velikega Gatsbyja. Vsi skupaj ful hvala, da ste tukaj, ful vas je dobro videti, da se bomo lahko malo pogovarjali o tej naši temi, ko jo imajo dijaki za esej. Ok, pa bi mogoče kar začeli s prvim vprašanjem. By the way, dragi dijaki, vsa vprašanja, na katera bodo danes gosti odgovarjali, so vaša, tako da stay tuned, po moje vam bo veliko stvari prav prišlo, ker se bomo ukvarjali z obema knjigama, tudi povezava, ne, če se boste izbrali eno, da pa lahko povežete tudi z drugo. Ok, zmenjeno. Torej, prvo vprašanje, ki so nam ga zastavili dijaki, je, da v obeh delih je očitno viden ljubezenski trikotnik in kje so dejansko prisotna močnejša čustva in kako se odnosi razvijajo na koncu obeh del. Žiga, bi mogoče ti začel z Gatsbyjem. Za Feliksa ne morem komentirati, ker ne poznam knjige, no? Ampak kar se čustev tiče, so definitivno zelo močna v Gatsbyju, zaradi tega, ker je v bistvu Gatsby, se pravi protagonist, je v bistvu njegov življenjski cilj je osvojiti srce Daisy Buchanan. Zgodba njuna romantična zgodba se je začela že dolgo nazaj, pred drugo svetovno vojno, in ona je Gatsbyju ljubila, mislim, da ga bo počakala, da se vrne, ampak se je pa leta 1919 se je poročila s Tomom Buchananom. In kar se drugega dela vprašanja tiče, če se odnosi razvijajo na koncu, kako se odnosi razvijajo na koncu obeh del, se mi v bistvu zdi, da kar se Gatsbyja tiče, se sploh ne razvijajo. Ker mislim, da na koncu sta Daisy pa Buchanan tam, kjer sta bila, Gatsby je umrl, in v bistvu kljub temu, da se nekako cela knjiga vrti okoli razmerja Gatsby, Daisy pa Tom, je v bistvu zaključa kakršen je bil na začetku že, ne. Se pravi, Daisy ostane s Tomom, Gatsby umre, pa v bistvu vse te sanje, vse te ameriške sanje, ki so v bistvu glavni motiv romana, se razblinja. Kaj pa v Feliksu? Jaz bi mogoče tlele dodala še to, da v Gatsbyju se meni zdi, da ni samo trikotnik, ampak da je to bistven širši trikotnik, če ne četverokotnik ali celo peterokotnik. Zakaj? Ker imamo Daisy in Toma kot glavno tisto vez, mož in žena. Potem Daisy gre na eni strani z Gatsbyjem, se pravi, je ta vez, na drugi strani je pa Tom, ki je z Myrtle, in potem Myrtle, ki je poročena z gospodom Wilsonom. In v bistvu vse to skupaj se povezuje in je prepleteno, tako kot se roman na koncu razvija, oziroma sama zgodba z Gatsbyjem, se mi zdi, da so liki med seboj zelo, zelo prepleteni. Pa tle bi mogoče vprašala tudi to, ta Tomov odnos do svoje ljubice in hkrati do Daisy in Gatsbyja. Kako se vam to zdi? Tom v bistvu meni se zdi, da je njemu čisto samoumevno, da me pač lahko kjerokoli žensko hoče. Ne? In to je recimo tudi moment, ko se oni, v bistvu pred soočenjem, ki ga imajo v hotelski sobi, ne? Kjer v bistvu hoče Tom se soočati z Gatsbyjem glede njegove skrivne afere z Daisy, ampak preden pa pride v hotelsko sobo, se pa v bistvu ustavi še na pumpi in vidi, da Myrtle pa Wilson v bistvu, da se bo to odselila, zaradi tega, ker je pač George ugotovil, da ga njegova žena vara, in v tistem momentu je v bistvu Tom ugotovil, da naenkrat obe ženski izgublja, ne? In v bistvu on je itak taka ful močna osebnost, fizično in mentalno, ne? In v bistvu v unem momentu, ki ugotovi, da pa obe ženski izgublja, se je nekako njegov svet začel propadati, ne? In v bistvu zdaj, kakšen je prav njegov odnos v bistvu do njegove žene, pa do njegove ljubice, je pač zelo posesiven, bi jaz rekel. Še posebej, kar se Daisy tiče, zaradi tega, ker itak ve, da ne more nič drugega narediti, ne? Ker je pač bilo z njim več ali manj zaradi družbenega statusa, pa zaradi financ. Ja, se strinjam. Jaz bi tudi še
tu mogoče izpostavil to, da to neko svojo, mislim, to, ne samo to, da ima da ima Tom neko moč in fizično in psihično, to je tudi tega se in zaveda in kaže to. Naprimer, ko prije prvič na obisk k njima, ne, takoj ga spremi v hišo, ga premika po prostoru, ne, mu pokaže, da je fizično in psihično njega močnejši, ne, tega se zaveda. In po mojemu je tudi to v ponos. Ja, saj to je v bistvu, to je tudi mislim, Fitzgerald je to v knjigi napisal, ne, da je v bistvu njegova ta moč tudi vir sovraštva drugih moških. Da je bilo to že na univerzi, ko sta bila Nick pa Tom sošolca. Ne. In v bistvu on je zelo ponosen na to svojo fizično in mentalno moč, ne, pa stabilnost. No, zdaj torej imamo ta ljubezenski trikotnik, četverokotnik, petkotnik, kakorkoli temu rečemo v Pa še Gatsbyju. bromance med Nickom pa Gatsbyjem. Ja, No, kako se vam to zdi? Je to homoseksualno? Ne? Jaz pravim, da v bistvu ne. Oziroma je itak fokus na odnosom pač Gatsby pa recimo Daisy, ne toliko na tem mogoče homoseksualnem, ki bi ga nekateri omenjali, ne? Ker v ospredju je druga zgodba, ne Nickova. Vsaj meni se tako zdi. V bistvu nikoli nisem razmišljal o tem. No. Ne, in pač meni se zdi, da zaradi tega, ker se tudi Nickov odnos do Gatsbyja se razvija skozi celo knjigo. Ne. On v bistvu na začetku Gatsby predstavlja vse, kar Nick sovraž pa prezira. Se pravi, vso to razkošje, pa mislim, to razuzdanost vse. Ne. Ampak proti koncu knjige se pa njegov odnos čisto spremeni in pa v bistvu je pa mnenje, da je v bistvu pa on boljši od vseh, da je v bistvu Gatsbyjeva duša čista in ne vem, po mojem, da tukaj ni tukaj neke homoseksualnosti, kakor je pač, da ga idolizira. Ne, zaradi tega, ker v bistvu potem proti koncu knjige sprevidi, da je njegova duša dejansko čista. Ne. Ja, Tako sem jaz razumel. se strinjam, čist. no, torej zdaj smo prišli do enega šestkotnika, če ta bromance še upoštevamo kot eno točko. No, to imamo to, ne? Zdaj pol v Čudežnem Felixu imamo pa ljubezenski trikotnik, ali pa morda tudi štirikotnik, petkotnik, spet isto, ampak imamo z drugimi enaki. Kako bi pa se to lahko povezali? Anika, na primer. Ja, torej imamo v bistvu Štefanijo in Kalmusa, oziroma očeta, in Štefanija ima tega partnerja tudi v času, ko je še vedno poročena, in sicer Leonida. Zdaj, kar se tiče odnosa med Štefanijo in njenim možem, je stvar v tem, da v romanu piše, da je Štefanija najprej moža ljubila, potem se je pa ta ljubezen kmalu sprevrgla v sovraštvo. In kasneje tudi sama Štefanija tega odpora niti ne skriva. Zdaj, zakaj točno se je to zgodilo, je vprašanje, ali pa mogoče tudi stvar interpretacije. Po mojem mnenju je to dosti povezan s tem, da se je mož ukvarjal s posli, ne bil deloholik, kar je povsem logično, ne, ker je hotel preživeti družino, ne, ker zaradi vsega tega stila življenja bi kmalu ta pipca z denarjem usahnila. In žena si je pa po mojem nekje v sebi želela tudi več pozornosti in ker je mogoče od moža ni dobila, jo iskala pri drugih ljudeh, ne? Ker kamorkoli je šla, je pač nekoga našla, enega predstavnika moškega spola. Torej, kar se tiče pa recimo tega odnosa oziroma tega varanja, ali kakorkoli, se mi zdi pa, da je najbolj vplival na Erne izmed vseh otrok, z tega vidika, ker ima neko sovraštvo do mame, krivijo za očetovo smrt in tako naprej. In prava, ne, da je imela nekako Štefanija nek vzvišen, zadirčen odnos do moža in pa kot otrok tudi nazadnje napiše anonimno pismo o maminih dogodivščinah z drugimi moškimi. Tako da to je z moje strani. Ja, tako. Zdaj, kaj je meni, na primer, zanimivo, je to pri Štefaniji, ne? Torej, vprašanje je bilo tudi, ne, če ceni ali pa ne ceni možev trud za posel, ampak zdaj, kaj se je meni v glavi utrnilo, a je mogoče lahko to, da Štefanija jemlje to za samoumevno, mogoče lahko povežemo s tem, da Daisy pa jemlje možev denar za samoumevno in da si potem dejansko upa iti toliko ven, ne, da prije do takega trenja med možem pa Gatsbyjem. Ali se to da na kakršenkoli način povezati? Sem Daisy nikoli ne začuti te izgube denarja. Ne. Ona nikoli pride v neko situacijo, kjer pač bi bila revna pa prikrajšana iz tega vidika, medtem ko Štefanija pa jak, s tem, ko Kalmus umre sprva, pač torej Leonid prevzame finance, pa pač hitro vidimo, da tako ne bo šlo naprej. Ne.
In ko pač najprej, ko Štefanija nanj prepiše, ne, te vse neke nek nadzor nad financami, ne, potem pač, ko se Leonidu zmeša, no, ali pa recimo, da verjamemo, da se mu zmeša, ne, pa se vse pač mora nazaj prepisati, ne, vidi, pač on ni sposoben, tako da ja, ona kar na svoji koži res, mislim, občuti, ne, kaj pomeni padeti iz nekega blišča v krizo. Ja, pa se mi zdi tudi Štefanija, mogoče celo ne zna ceniti tega, ker ona živi v prepričanju, da ker ima tisto ime misija, se pravi, da izhaja iz te rodbine, niti ne opaz tega in noče in ne razume, ali pa noče razumeti, da ji denar ne pripada. Ne? Se mi zdi, da to je tudi ena taka pomembna zadeva. Bi pa tle omenila, ker smo glih pri teh ljubezenskih trikotnikih. V enem imamo Gatsbyja, v drugem pa Leonida. Recimo primerjava med njima dvema. Kakšna bi bila v tem smislu, ne? Ker Leonid, oba sta tujca in oba prideta nekam, ne, zdaj vprašanje tudi te ljubezni, ne? Kakšno ljubezen ima Leonid do Štefanije in kakšno ima recimo Gatsby do Daisy. Ja, jaz lahko govorim samo za Gatsbyja. Zdaj dejansko, kot sem že prej rekel, on je v bistvu prav fokusiral svoje življenje na to, da bo pač osvojil Gatsby, to si zastavil za svoj življenjski cilj. Ne? Tako da dejansko on je prišel v bistvu v New York isto kot en tujc, ne kot Leonid, kot si rekla. Do bogatstva je tudi prišel na nepoštene načine, v bistvu s kriminalom, s tihotapljenjem alkohola. Ampak, kar se pa njegove ljubezni tiče, bi pa jaz rekel, da je pa čista, pa v bistvu brezmadežna. Tako da njegov motiv se mi zdi, da je bil čist, kar se Gatsbyja tiče. Ja, meni se tudi zdi, da je bil čist. Za Ja. Leonida je pa tako, ne? Ja, glih, to je fora, pri Leonidu je ful zanimivo, zaradi tega, ker tudi vidimo noter v knjigi, da ni Štefanija oziroma mama oziroma gospa, pač ona ni prva, v katere hiše se on nekako pritihotapil, pa da je prevzel vse skupaj, pa da je imel zabave, pa vse te fore, ne. Teda je tukaj mogoče zelo dobro vprašanje, ali je dejansko on čutil kaj ta globlje v smislu ljubezni do nje, nasplošno, tako kot Gatsbyja, ne, do Daisy. Ker to je bila pač obsession od takrat, ko sta bila skupaj, ne. Tako da, to je na primer ena taka zanimiva primerjava. Pa ne nazadnje tudi to, ko Leonid kliče Štefanijo najprej, ali pa Štefanijo, no, kakorkoli naglasimo, z vzdevki in potem kar naenkrat prekine in jo kliče po imenu, ne, in s tem je prekinjena ta intimnost, ki je bilo v bistvu v nekem razmerju logično ravno obratno, ne, da ti z nekega tega, da v bistvu dlje časa, kot si skupaj, bolj ali več imaš vzdevkov, ne pa da jih kar naenkrat prekineš in ukineš to intimo. Ja, pa to je tudi mogoče zanimivo, kako, ker tudi ko imaš občutek, ko bereš, imaš občutek, da je pa ona dejansko čutila neka globoka čustva do njega, ne? Ker mu je konec mu je pač finance položila v roko od hiše. Medtem ko in ona ni tista, ko je prekinila to intimnost, ne? Ampak je on. Zdaj, a ni bilo pri Gatsbyju ravno obratno, da je Daisy prekinila intimnost z Gatsbyjem? Ja, dvakrat. Ne. Kljub temu, da je Gatsby v bistvu vzel krivdo, mislim, on je prevzel krivdo za smrt Myrtle, ne, kljub temu, da je Daisy vozila avto. Tako da ja, pač ona je imela v prvi vrsti sebe postavila na prvo mesto. Ne. Tako, to je ful taka zanimiva primerjava, ko se lahko da ven. Zdaj, kaj še mogoče nekaj dodamo, ker se lih pač sprašujemo, ne, o neki te, če je bil odnos med torej Štefanijo pa Leonidom pristen, ne, da mogoče kle probamo pogledati neko širšo sliko Leonida kot samega pač lika, ne. Še posebej, ko se vprašamo, kaj je s to njegovo boleznjo, se ne zdaj kaj preskočujem, ne, ampak a je on to svojo blaznost pač res, mislim, a je do tega res prišlo, a je to bila samo neka izmišljotina, ne. Ker mislim, v knjigi je res ene par, mislim, to je že prvo to, da je pač bil Leonid neki igralec, nam da pač v smer v neko način razmišljanja, da je pač on vse to neki pač igral, ne, igral to svojo blaznost, ne, ampak pa se moram vprašati, zakaj, ne. Kakšne so bile, mislim, njegove namere, tako da po mojem lahko kar nekaj o tem povemo. Ja, kar se mene tiče, po mojem mnenju je Skobenski igral. Tako sem jaz brala, v bistvu, v smislu, da po vsem tem, kar mogoče je naredil narobe, da se do neke mere celo sam prepričuje, da gre za, da v bistvu, da
je nekaj narobe s tvojo glavo, sam mogoče pa nisi slaba oseba, pa ne nazadnje, ni zanemarljivo po mojem mnenju tudi to, da se približuje vojna in on ve, da je tujec, ki ga bodo bolj ali manj prvega žrtvovali, ne, ko pridejo Nemci, in s tem mogoče, ko si pa ti bolan, je pa majčkeno bolj lahko priročno. Lažje se skriješ, bolj si neboglen do neke mere. Ne? Je pa vprašanje zdaj tudi, kaj bi recimo s temi tujci naredila. Ne? To je bilo recimo priročno v smislu, če bi šel na fronto, ne? Ampak tukaj pa ni bilo govora ravno o tem. Se pravi, če bi se delal z tega vidika bolanga, ni nujno, da bi imel glih efekt. Ja, tu se po mojem on iz tega vidika, da bi se vojni izognil, nikako ne dela bolanga. Ne? Ker on, kolikor sem jaz bral, no, se on ne namerava vojni izognati s tem, da bi se pretvarjal, da je bolan, ampak s tem, da bo bežal. On pove, zakaj prodaja vso premoženje, zakaj vse prodaja za dragulje, pa zakaj vse prodaja za zlato. Zaradi tega, ker je treba narediti dve stvari. Prvič vse prodati, zbrati na čim manjšo površino in potem pač zbežati čim dlje, pa na čim manjšo površino, da te ne opazijo. Ne? Da misli se skrit, ne pa se delati invalidnega, pa ostati tam, kjer je. Ne? Ja, razen, kaj pa če recimo ne bi imel možnosti pol zbežati, ne? Ker vsem je zaključil roman, pač pisatelj, kjer ga je mislil napisati nadaljevanje, ampak ga je smrt prehitela. Ne? Sicer bi bil fokus tam na Felixu, ampak zagotovo bi se pa verjetno vrnil tudi na to mogoče temo. Če recimo ne bi, da bi bil to kot en backup plan, mislim, to je res skrajno, ampak ni, ne vem. Ne vem, no, zdaj, jaz tudi se mi ni zdel, da so bili te Skobenskovi, ta njegova bolezen, no, da je bila spet toliko huda. Ne? Saj on ni dejansko umiral zaradi nje. Ne? On je imel dvakrat je imel neko tresavico, pa če so igrali z violino v spodnjih prostorih, ga je bolela glava, nekaj tazga. Mislim, v katerem romanu iz 19. stoletja pa ni, da nekega vzvišenega plemiča boli glava, če nekdo igra na violino. Mislim, to je vedno. Ne? In po mojem, tu se mečka kaže ta njihova, ta provincialna plemiškost, da pač se trudijo biti vzvišeni in igrati neka večja čustva, biti bolj tako impozantni, no, in da tudi sam malo napihuje. Ziher igra. Da se tu strinjam s tabo, da igra, ne? Ampak do določene mere mu pač igra v tem smislu, da napihuje stvar. Zdaj, ko smo že pri tej vzvišenosti, a se vam zdi, da je razlog, zakaj pač družina Misijo ni imela nobenih drugih prijateljev zunaj družine, pač da je to razlog, ker so se delali tako malo bolj, ne vem, da so neki več, ali kak drug razlog? Ja, mislim, najbrž to, poleg tega, da so bili, bi si potrditi, dokaj neprijetna družba, no, vsaj o tem, kar se je dal prebrati, ne. Ko hodijo drugim na obisk, se sorodniki med sabo ne marajo in gledajo na te obiske kot na neko nujno zlo. Na pogreb prideta 2 ali 3, na očetov pogreb, ne, prideta 2 ali 3 in še to samo te, ker se čutijo vezani, ne. Po mojem, da dobro, v otroštvu so bili skupaj, to je treba omeniti, ne smemo prezreti, ne, v otroštvu so si bili povezani, so bili prijatelji, sploh Štefanija, no, je bila res s svojimi sestriči, bratranci, so bili kolegi, prijatelji, vse to, ampak pol naprej v življenju pa ne, se prav odkrito sovražijo, si učitajo, ja, ne, in tudi pol, kak imajo odnos do vseh ostalih, skrajno zaničevalen, to pa tudi se mi zdi, da v tem spopadu s sorodniki, ne, Leonid učita tem maminim, katera dva sta že, koliko je ime, Franc ali pa še... Egon je en. Aha, ja, Egon, pa recimo, da je Franc drugi. Skratka, ima učita, da sta provincialna plemiča in da dejansko ne veta, kaj se dogaja zunaj in pač njihovo. Ne, ampak sem sam prepričan v to, zato ker imata nekaj več denarja kot okolica. To se meni zdi, da je povedano to, da oni v realnem smislu nimajo veliko denarja. Oni imajo samo več denarja kot njihova provincialna okolica. Zaradi tega se zdijo premožni, bogati, ogromna neka familija, ne. Zdaj, najbrž so bogatejši, ne, ampak ziher pa niso tu na ravni Gatsbyja bogati, da bi lahko si privoščil dejansko neke toliko razkošne zabave, ne. Po mojem, ne vem.
Se na splošno se meni zdi, kot da imajo vsi v tem Hjengovem romanu mal zgubljen stik z realnostjo, tak ne vem, no, tak da živijo v nekih oblakih neke svoje domišljije, kot pa dejansko, da bi se zavedali, kaj se dogaja, ne. Ne vem, tako se vsaj meni zdi. Zdaj, mogoče, če se navežemo... Patricija, bi se vrnila še na eno stvar od prej, tisto o norosti Leonida. Zdaj sem rekla, ne, da meni se zdi, da on ni nor, je pa en dijak, pač moj dijak, ki hodi na priprave, Emat, če slučajno gledaš, lepo pozdravljen, je predstavil pa teorijo, da njemu se pa zdi, da je Skobenski nor in meni je pa zelo všeč razlaga, ki jo je ponudil. In sicer je naredil primerjavo z zločinom in kaznijo, ne? Ker vemo, je Leonid zagrešil en uboj oziroma umor in enako ga je Razkolnikov. In zdaj uboj ga razjeden je v bistvu bila to psihološka kazen za Razkolnikova in z tega vidika je on v bistvu predstavil, ne, da bi bila to lahko psihološka kazen za Leonida, ker ga razjeda krivda. Ne. V bistvu živi v hiši Kalmusa, potem ima sanje, kjer se mu prikazujeta Kalmus in njegova mama, potem so vse te stvari iz preteklosti in ne nazadnje, ne, kot je pač rekel, imata ne umor spremeni človeka, ne, če primerjamo zdaj s tem zločinom in kaznijo. Se pravi, zaradi neke, umor je pa zagrešil zaradi neke lastne krivde, da bi v bistvu rešil sam sebe, oziroma posledično pol tudi zaradi maščevanja, ne, ker ga je izdal. Ampak to je pa en tudi drug zanimiv pogled, se meni zdel. Pa se vam zdi, mislim, meni se zdi to dejansko zelo super, neka taka ta primerjava, no? Ampak ne vem, če Leonid na isto globoki ravni doživlja ta svoj uboj, kot ga doživlja Razkolnikov, ne? Razkolnikov se res podere svet, ker čuti to krivdo tega, kar je storil, ne? Medtem ko Leonid ni toliko hudo spet potrt zaradi tega uboja, ne? In poleg tega se mi Leonid ne zdi kot neka oseba, ki je bil toliko spet navezana na ta neka svoja čustva, no. Se mi zdi bolj nek uživač, bolj tako, no. Nek sproščen človek, ne. Ja, saj je, ampak po drugi strani pa sej, ne vem, nas pestijo tudi določene zadeve ali pa neke te psihološke stiske, pa niti ne vemo zakaj, ne. Lahko bi bilo pa z tega vidika, da se je Razkolnikov samo bolj zavedel, pa ukvarjal sam s sabo, Leonidu je pa to nekje v nekih malih možganih se dogajalo, ne. Ni nujno, ne, z tega vidika. Po moje je bolj to, da se on čuti krivega, da je on ubil Kalmusa, se vemo, da ga ni. Ampak on dojema to, da pač, se tudi, mislim, tako reagira, ne, da on pač res se čuti, da je njegova smrt, tako da po moje pa, če bi pa to vzeli primerjavo, ne, z zločinom in kaznijo, ne, da se pač čuti Leonid krivega za smrt Kalmusa, pa po moje so res zelo veliko usporednic, ne, iz tega vidika. Ker v bistvu glih takrat zamenja, ne, stil življenja. Ja, tako, ne, zdaj na smrt, ne, ki je pač Leonid doživel, mislim, uboj, ki ga je Leonid naredil v Rusiji, res pač se strinjam, to ni neki velikega vtisa na njega, ampak ta smrt Kalmusa, to je pa dobesedno pač spremenili na polno, ne. In to res obrne romane glavo. Tudi pokoro se mislim, da se odloči delati, ne, po mojem, da to pojmuje kot pokoro, da začne, da dejansko postane zvest rodbini, da se trudi za njeno dobro ime, zaradi tega da pobegne od gostilniškega pretepa v Gradcu in tako, ne. Po mojem, da mu je to isto kot neka pokora tudi dejansko, ne. Teda ja, bi se tu bolj strinjal, kot prej. Meni je tudi ful zanimivo, na kak način je on ne samo sam izvajal pokoro, ampak je tako posredno tudi prisilil družino, da izvaja neko zanimivo pokoro, ne glede na to, kak so bili njihovi medsebojni odnosi. To, ko je dal portret njegov, da pač potem je zraven njenega očeta, ali pa to, da ni smela klavirja igrati. Take fore, ne, kak je potem dejansko celotno okolje spremenil, ker je pač videl pokojnega Kalmusa v sanjah dvakrat, kolikrat ga je videl. Tako da, zdaj pa, če mogoče se bolj specifično še spustimo v Gatsbyja, torej zdaj smo veliko povedali o Felixu, zdaj pa, če gremo, zdaj vprašanje je bilo, če se nam zdi Gatsby tragičen lik ali lik, ki je v življenju uspel. Definitivno tragičen. Ja, jaz ne vem, kje perspektive naj bi on uspel, zato da je imel tisto... Iz tega, ki je bogat po manj, to čisto iz tega izhaja. Okay. Ampak njemu je v bistvu bogatstvo samo sredstvo, s katerim lahko prije do Daisy in to je to. Čisto simpel. Ja, to se tudi vidi, ko javno v bistvu razkazuje hišo, ker ona zelo izkaže interes, niti ne toliko za njega, kakor za njegov način, mislim, stil življenja. Ne kupi hiše prav zato, ker gleda njeno
ali nekaj tasga. Ja, pa zato tudi vse zabave prireja, pa to, da bi Tako, ja. pritegnil njeno pozornost. Ampak tukaj se pa tudi zazna ta tema old money versus new rich, ne? Zaradi tega, ker ona ni prišla na njegove zabave, zaradi tega, ker ne spada v bistvu toliko v te newly rich, te ljudi, ki so v bistvu bogateli po prvi svetovni vojni. A ne? Sicer si imel tudi te ljudi tam pri Gatsby, ampak so bile več ali manj samo te newly rich. Ne? In v bistvu, ja, pač bi rekel, da definitivno je tragično zaradi tega, ker je on vse zanjo naredil, obogatel je zanjo, pa na koncu pač ni bilo nič iz tega. Ne? Se tudi se mi zdi, da nasplošno res ta stil življenja v Gatsbyju, ko so te zabave, da to je tisto, kar res izžariva ta new rich, prohibition rich, ne, kot pa to, da pač igraš polo, pa tenis v zad hiše, pa to je pa ta old money rich. Ja, čez druge vrednote so. Ne? Ja, se vidi tudi razlika, pač, ker Tom Buchanan je bil old money rich, ne? Ja. In se vidi tudi ta razlika. In tudi se mi zdi, da mogoče to, kar si preomenil, to, da je misel, da lahko dobi kjerokoli žensko. Pač to se mi tudi zdi, da je taka, ne vem, tak mal old money, rich kind of values. Ko, ne vem, tak mi je zanimivo. Ker Gatsby, to tudi kar Niko pazi, da ima on čisto srce, ne prihaja iz te entitlement mentalitete, ampak prihaja iz nič, zdaj imam pa nekaj zaradi ljubezni mentalitete. To mi je tudi zanimivo. Ja, sej v bistvu Fitzgerald oziroma Nick prav reče, ne, da sta čisto na koncu knjige, se mi zdi, da je to. Da sta v bistvu, ja, pač Tom pa Daisy sta človeka, ki uničita vse, potem pa gresta pa čakate, da bojo drugi pospravili za njima. Ne? V bistvu, pač čist drugačen pogled na svet. V bistvu namesto, da bi se soočila z Gatsbyjem, potem ko on že umre, pa v bistvu z njegovo zapuščino, če lahko temu tako rečemo, ona dva pač se odselite in greste nekam drugam in to je to. Ne? In ja, in so v bistvu čist druge vrednote. Pač Gatsby je dejansko vse naredil zaradi ljubezni, na koncu mu ni uspel, je tragično umrl, kljub temu, da je on prevzel krivdo za Myrtlino smrt, ne? In bi v bistvu, če bi bil nek happy ending, bi takrat Daisy spoznala, da je v bistvu, ja, pač Gatsby ta prav zanjo, ne? Ampak je vseeno ostalo s Tomom zaradi življenjskega stila, pa ne bi jaz rekel. Ne? Sej, glih zaradi tega, ko si zdaj rekel, ta prav zanjo, po mojem Gatsby nikoli ni imel šans, da bi postal ta prav zanjo. Ker ona v svojem življenju, vsaj kako sem jaz jo prebral, ona ni nikoli v življenju iskala ljubezni. Ona je vedno iskala status, ne? In kot tak ni imel Gatsby, po mojem, nikoli šans, da bi postal njen idealni moški. Ja, definitivno. Se to tudi Nick prepozna, ko v bistvu, recimo to že tudi samo citat, da ne more ponoviti preteklosti. Ne? Pač, ker Daisy je zdaj tako čisto drugačna, pa že tudi Gatsby ima še vedno v svoji glavi pač sliko Daisy pred prvo svetovno vojno. Ne? In ima v bistvu on v glavi sliko, pač on ima popolno upodobitev Daisy v glavi, ampak ona je v bistvu čisto drugačna. In se v bistvu, ona si Gatsby ne zasluži, ja, tako kot si rekel. Ker pač ni toliko popolna, kot on misli, da je. Ne? Zdaj spet vprašanje, ali je to, ali je to spet problem, da Gatsby ne more videti, kako se je Daisy spremenila, ali je pač njena krivda. Vprašanje je sploh, ali se je spremenila. Ali je bila ona že v štartu tako, ne? Ker on, mislim, Gatsby takrat ni bil bogat, če se jaz prav spomnim, ko sta se srečala. In je pa tudi dejstvo, da Daisy, ne glede na to, da je bil pol Gatsby bogat, ne, je bilo pomemben to, da ima ime to družinsko, ne, oziroma te neke korenine, ki jih Gatsby ni imel, ker je kar naenkrat obogatel. Zdaj vprašanje, da če bi se ona dva že prej srečala, že prvič, ko bi se prvič srečala, pa bi bil Gatsby bogat, a bi ga takrat tudi vzela ali ne? Po mojem, da a bi ga vzela ali ne? Jaz pravim, da ne. Po mojem pa ja, če bi bil takrat, misliš, če bi bil ta newly rich on? Ja, če bi bil vsem bogat, ne, se pravi, tako kot ga je pol spoznala z vsemi temi zabavami, ampak takrat, preden je bila poročena s Tomom, a ne, ko je bila še v bistvu na voljo, če lahko temu tako rečemo, ne, ko še ni bila vdana. Ja, zaradi tega, ker ona ni izhajala spet iz neke ful bogate družine. Ona v bistvu, ki se je poročila s Tomom, je šla vsem v višji razred. Ne? Pač je bila dobra družina, ampak ni bila pa neki wow. In po mojem, če bi Gatsby imel v bistvu že toliko finančnih sredstev, kolikor jih je imel dejansko v času zgodbe, romana, čisto možno, da bi ga vzela. No?
Ja, kaj pa se je ona imela pol opcijo iti z Gatsbyjem, zakaj pa pol ni tega zbrala, ko je imel pol Gatsby dovolj denarja? Zakaj je pol pretehtal Ja. Toma, ne? Glih Ja. zaradi tega jaz mislim, da prej ne bi šla. Ja, možen. Moš pa tudi vzeti v ozir, da mislim, ona itak s Tomom ni bila srečna, to definitivno ne. Ker se vidi že tudi, kako obravnava svoje otroke, sploh se nikoli nič v bistvu ne briga za njih, pa nikoli nič ne govori o njih. Nekaj sem hotel še reči, ker je bilo v bistvu isto en citat iz knjige, pa sem ga zdaj pozabil, točno kaj sem hotel reči, ampak je bilo v bistvu nekaj glede odnosa s Tomom pa Daisy, ne, mogoče sem spomnil. Ok, cool. Super. Pol pa mogoče eno vprašanje, kar je zelo zanimivo, tudi iz perspektive snovi romana Čudežni Feliks. Zakaj Andrej Hjeng v svoj roman vključil toliko seksualnosti, senzualnosti, ki je toliko poudarjena v odnosu Feliksa do sestričen in tete? To pač ljubezenski trikotnik med Feliksom pa sestričnova, pa je še pa teta tam nek zraven. Mislim, ja, zakaj? Kaj je vaše mnenje? Kaj pravite? Ja, aha, no, kar daj ti. Ne, bom počakal. Okay. No, meni se zdi v bistvu, on je najstnik, star 16 let, ki se spolno prebuja in tako naprej. In z tega vidika se mi zdi, da on, kjer živi, živijo izolirano, tako kot smo že prej ugotovili na tej graščini, in bolj ali manj sta edini dve ženski, mislim, ali pa punci sestrični, potem je pa tukaj še teta, dobro, pustimo kuharico, ne? Ampak se mi zdi, da je v bistvu bolj to bilo, ne? Ker so bili to bolj ali manj edini punci ali pa ženske okrog nekako. In ne zdi se mi to niti ne, mislim, sporno, dobro, pustimo te meddružinske odnose ali karkoli, ampak se mi zdi, da je to nek čisto običajen najstnik z tega vidika. Zdaj pa ne vem, preostali ste moški in predstavniki, razno Petrisa, lahko še kot ženska poved. Tu se mi zdi zelo pomembno, kar ko se izpostavlja tole izoliranost njihove družine, ker se mi zdi, da se ne kaže samo pri Feliksu, ampak da je vidimo tudi pri Štefaniji pa pri njenih teh sestričih, ko se spominja, kakšne so imeli otroške igrice v mladosti na tem posestvu, da je ta njen sestrič, no, da je si slačil hlače in jo nagovarjal, naj si jih še ona, ne. Mislim, ta neka izoliranost zagotovo igra vlogo, ne? Ker najbrž, da ne bi tega glih sestrično počel, če imel neko drugo izbiro, ne? Da izoliranost zagotovo igra vlogo, ampak jaz sem se tukaj, no, pri tem odnosu Feliksa do sestrične, do obe sestrične bolj osredotočil na to, kako je sam ta odnos opisan, ne? Zelo se mi je zdaj tukaj pomembno to, kako se je spremenil sam slog pisanja, recimo temu tak, no. Ker zdaj tu prvič, ko opazi Erno kot neki poželjenja vrednega, recimo, no, temu tako, se prav cel slog romana obrne na glavo, ne. Tu najprej v tem delu opisuje pač nek tok mišljenja, pač pretrgane misli in vse tako, pa se pa kar naenkrat to dejansko prestavi na neko primerjave z naravo, trepetajoče gnezdo rdečkastih las, ki ni prej nikjer v romanu omenjeno, ne. In res se mi zdi, da se tu zelo pozna to, pa še to bi tu izpostavil, da je ta odnos zelo različen glede od sestrične do sestrične. Za Erno pravi, da ima prsi kot srna ali nekaj takega, skratka se mu zdi zelo taka lepa, misteriozna in to taka skrivnostna. Sam trenutek, zdaj sem si izpisal, kak za njo pravi, z opazovanjem in domišljijo sta jo delali nedostopno. Bila je sestrična boginja. Medtem ko pa za Hedi, ko se pa z njo prvič v Tolmunu sreča telesno, pa pravi, da pravzaprav ni zdaj tu pač ni tu neke ljubezni, zagledanosti, česar koli takega, ne, je tu pravzaprav Heda že skoraj nasilna do njega, ne. Pravi, da dojke ga zbodejo, pa še neki
kaj je še druga, bradavice njenih nenavadno velikih prsti so ga zbodle, pa še, no skratka, ja, ta je bil pa zelo nasilen, ne, in tudi pol naprej je odnos do obeh se slišen drugačen, ne, Heda je proti njemu veliko bolj pozitivno nastavljena, ne, in se tudi otepa, medtem ko Erna pa mu nekako pač ga ne more sprejeti, zaradi tega ga pa tudi veliko bolj interesira, ampak Erna mu tudi dejansko pove, zakaj se ga toliko izogiba, zaradi tega, ker v njem vsakič, ko ga vidi, se spomni tega natolcevanja, da je sin brata in sestre. Ne? Ja, saj sem prav povedal, ja. Ja, pa ne samo to, tudi kako sta recimo predstavljeni oziroma opisani, kot si rekel za Erno, za Hedo, mislim, da omenja tudi, da je meso, pa ne vem, tako neki taki predelniki, ki jih ne bi glih dodelil živemu človeškemu bitju ali pa tako nasplošno. Pa kljub temu, da ima tak odnos do Hede, se pa vmes pa pokaže, da se je ona pa tudi v redu, mislim, vmes je tako, malo spet nekaj naklon, ali pa da bi lahko bil pa tudi za, ne, ali karkoli. In mislim, v smislu, da tudi če ni tako zelo privlačna kot Erna, je vse v redu. Ja, sam mislim pa, da prav reče za Hedi, vedel sem, da je ne bo mogel nikoli ljubiti. Takrat, ko se mu Hedi prvič ponudi, da bo šla z njim povsod, to je mislim tam okrog 10. poglavja, takrat pa reče, da je ljubiti ne bo mogel nikoli. Ne? Zdaj, ali to pomeni, da telesno bi vseeno stal z njo ali ne, ampak mislim, po mojem ne bi, no, ne vem. Ja, sej to, mislim, čeprav jaz sem glih zato brala to kot nekega najstnika, ki se tako prebuja, ne, tudi če mu recimo ni Heda na ta način, da bi mogel ljubiti, ne, vmes vseeno, saj tako kot sem jaz brala, malo nakaže, da bi bilo lahko tudi to sprejemljivo, če bi se glih slučajno nekaj, ne, z tega vidika. In glih zato mi je to tako, da neke večje globine, česarkoli temu, mislim, globine v smislu, da je to ne vem kakšen odnos, razen tega, da je pač najstnik, ne bi glih dajala, pa da je izolirano. Se proti koncu knjige se on tudi sam tega zaveda. Ne? On, mislim, če pogledamo, kako je on začel, ko je on prišel na to graščino, ne? On je bil nek tak učenjak, ne? Prišel je svojo akto, ko polno nekih slik rib, pač bil res tak poznaval, tudi več jezikov govoril. Ne? In proti koncu knjige meni se prav sam sebi reče, da je postal babi hlapec. Ne? Pač res neha razmišljati o teh nekih tematikah, ne? Bil on res nek tak naravoslovci in vse, ne? In pač ja, res ženske okoli njega ga pač, mislim, to ga zmešajo, ga dobesedno, ne, in se tudi na koncu sam tega zaveda, ne, pride do te ugotovitve. Okay, no, zdaj pa, še lahko tu mogoče teto omenimo? Ja, prosim. Za teto, ko mislim, pet ste omenila, ne, zdaj, jaz za teto nisem našel tu neke poudarjene seksualnosti nikjer, razen tega, da enkrat Felix omeni, da vsebuje obeh hčeri in pa da sta te obeh hčeri obe njegovi vznemirjeni. Zdaj ne vem, ali se mu zdi, da se tudi prepletata, pa da je najboljše od vsega, ali da sam to je edino, kar omeni, no. Ne vem. Da ne bomo tete ne omenili. To je ful zanimivo pojeno, tako no, best of both worlds, teta. Oh, wow. Ne vem, ne, sej pač bolj iz te perspektive, ne, da tudi njo vidi v tej smeri kot obeh hčerki skupaj, kar je ful tak weird, da ti gledaš eno tako vse, zaradi tega, ker tudi piše, da je bila Heda bolj očetu podobna, tak nasplošno in tudi, mislim, da tudi po značaju. Tako da ne vem čisto točno, kaj je videl v tej svoji tete, pa kaj mislite, naprimer Anika Matejka pravta? Pa, bila je spet ena ženska okrog, ne, se tudi, ko smo bili, recimo prej pri, kaj pa vem, Hedi, to sem še pozabila povedati, ne, tisti, ko smo glih odlom, ki ga je prej Marko prebral, se pol nadaljuje, to sem zdaj najdla, ne, ko reče na koncu, ja, med studom in bolečim poželenjem. Se pravi, da je neki tako, mislim, vmes, ampak kar se pa tete tiče, kaj pa, ja, dobro je zgledala verjetno, ne, pa bil je najstnik, kaj ne dodam. Tako da je pa bil definitivno se več ukvarjal s sestričnama. No. Tako da je bila pa tudi Erna ne nazadnje podobna mami, vsaj kar se tiče značaja, pa mislim, da tudi tako vizualno. Ne. Tako da. Tako je. Razen, da je imela
skoraj črne oči, medtem ko mama je imela zelene. Tako, Jaz si zelene oči je imela pa Heda, ne? ja. Samo da je bila po telesno bolj očetu podobna, ker je To bila pa res. malo manjša. Ja, pa močen nos, take stvari. Glede, ta primerjava med Erno pa mamo, zna biti zelo zanimiva, da malo kaj o tem povemo, ker mislim, mi tako vemo čez knjigo, se pač je res neko sovraštvo Erna goji do svoje mame, predvsem zaradi tega, ker pač je, mislim, varala, mislim, pač soproga očeta, Kalmusa, ampak pa proti konca, ker pa pride do nekega odnosa z Leonidom, kako opet skrbite za njega. Vidimo pa, da postaja Erna zelo podobna tudi tako značajsko, svoji mami, pač postaja nekaj, o čemu se ona bori skozi cel roman. In to se po mojem res najbolj vidi med tem odnosom do Leonida, kako se pač obnašajo do njega, kako skrbijo za njega. Ker vemo, da recimo Štefanija gre, se bere v Ljubljano in tam govori z nekim tem zdravnikom, doktorjem, in pač ugotovijo, da pač je Leonid po vsej verjetnosti nekaj mentalno bolen. In pol od takrat naprej res zelo skrbijo za Leonida in do te mere, da rata Felix ljubosumen, da dobi Leonid toliko pozornosti, da pač res Felix ne razume tega, ker ob začetku, ko pač je prvič spoznal Erno, ga ni marala Leonida, ki je bil pač nek ta zajedavec v družini, ampak proti koncu pa res pride do nekega, razmislim, pač kako bi temu rekel, skrbijo za njega. Se tudi mislim, da Felix vpraša Erno, če je zaljubljena v Leonida. Ja, on to suma in to ga grozen muča. Pa se tudi recimo mama reče Felixu, o Erni, mene sovraži, Beti se izsmili, Leonida obožuje, to je močna ženska, veš. Je to tudi neka, ne vem, se mi zdi povezava, pa če se prav spomnim, potem vmes reče Štefanija, ja, da brez Ernine pomoči, pa to bi težko shajala z Leonidom, naravno to, kar si prej govoril, se pravi, tle se res povežeta, kljub vsem tem zadevam, ki so vmes. Je pa tudi potem, recimo, ko pride Hirš, pa reče, da je takoj spregledal položaj v družini, da se mama in hči sovražita. To je recimo kljub temu, da je to na koncu romana, pa kljub temu, da že kar nekaj časa skrbita za Leonida, pa vseeno mogoče teh nekih zamer še nista čisto razčistili. Meni je tudi, na primer, ful zanimivo, kar je mogoče morda tudi vplivalo na to, da se je Heda zanimala za Felixa, ko se je Felix zanimal za Erno. Mogoče tudi zaradi tega, ker se je Heda počutila zapostavljeno, ker je vedno bila Erna v ospredju, vedno je bila, ona je bila zelo tako bolj v ozadju, se tudi ko je mama bolj na začetku knjige tako rekla, tvoja sestra skozi spi, takrat, ko pa ne spi, pa grdo govori o drugih. To je tako zelo materinska ljubezen. Moja hčerka gre čez depresijo, mislim, zelo grd odnos je bil. Ampak mogoče tudi to malo vpliva na to, zakaj se je Heda toliko za Felixom borila. Ker pa tudi piše, da je bila do njega, ko mu je prva, bila zelo strpna. Torej je čakala, če se bo dejansko on odločil za njo. Mogoče hotela biti izbrana. Tako da, ne vem, mogoče tudi kaj noter v povezavi s tem. Mislim, ona še do konca knjige vztraja, da bi pač skupaj z njim zbežala. In celo Hiršu, njegovemu očetu, prav, da ja, bi z njo skupaj, mislim, da bi še njo vzela s sabo, ko greste, pač, ko boste zbežala skupaj. Tako da, mislim, ja, res ne obupa ženska. Se bori do konca. Ja, pa je to lahko povezan tudi s tem, to je spet tisto mogoče, ker Hedi ni bilo glih prijetno doma, Vse tako je bila sestra tako oboževana, mama ni imela glih najboljšega odnosa do nje, da bi šla s Felixom, ne samo to, da je bil on všeč, ampak da bi predstavljal tudi to možnost pobega, iti v drugo življenje. Ta if, ja. Se tako mogoče tule tudi vprašanje, zakaj se tudi Daisy pa Gatsby povežete na tak način, ko se, ker on je tudi njej predstavljal neka vrata v mogoče nekaj boljšega. Se pač vemo, da pol se je ta vrata zaprla pred nosom, ampak nasplošno je predstavljal izhod v mogoče drugačno življenje, kjer pa ne bi bila tak boga doma. Isto, mogoče to je zanimiva pozava med Hedo pa med Daisy. Kaj pravi Žiga? Mislim, ne poznam zdaj točno tega ozadja čudežnega Felixa, ampak po mojem, da Daisy ni tako razmišljala. Zaradi tega, ker tudi takrat, ko ste se prvič spoznala, pač Daisy pa Gatsby, on je bil sam oficir, pač ni bil neki ful bogat in v bistvu ni predstavljal nekega pobega v boljše življenje, Ne, mislim, da je bila že ona poročena z Tomom, potem, kasneje, zakaj se je sploh zapletla v afero z njim?
To pa v bistvu ne bi vedel. Čist možen, da zaradi preteklosti, ko sta nekaj pač imela. Ker jaz mislim, da ona dejansko na začetku, da je ljubila Gatsbyja, no? Da je bila zaljubljena vanj. Zaradi tega, ker se je tudi takrat, kaj je že bilo, eno pismo je dobila od njega, ne? Tik pred poroko dobi pismo, ja. Ja, Na poročni dan. Se ni hotela poročiti s Tomom. Ona dejansko je bila zaljubljena vanj, ga je ljubila, ampak je imela pač druge prioritete. Ja, a ni bilo tako, da neha čakati na njega med vojno, ne? Ja. Ali kako? Ne, Mislim, pol se je pač oddala, ne? Ona se ni hotela poročiti s Tomom, kakor jaz vem, ampak je bila pač, tudi to bilo vse in Amerika v 20-ih, ne? In je bilo prisiljeno v bistvu v to. Tako. Okay, zdaj pa mogoče bi se še za konec dotaknili dveh stvari. Torej, dotaknili bi se še simbolike v romanu, pa dotaknili bi se še, s katerimi še romani iz Svetovne knjižnosti lahko primerjamo. No, mogoče, če začnemo z simboliko v Velikem Gatsbyju, ko smo že pri tem. Žiga, prej si omenil, da so 3 glavni simboli, ne? Ja, glaven simbol je ziher zelena luč, ne. To je v bistvu tudi tako dost direkten in se gre v bistvu, pač zelena luč predstavlja sanje Gatsbyja oziroma pač Daisy, ne. In ta zelena luč je v bistvu tudi na pomolu družine Buchananovih in Gatsby v bistvu predstavlja to pač, ja, sanje, čisto simpel, pač sanje mu predstavljajo, ampak je nedosegljiva ta zelena luč, ne. In v bistvu on Daisy nikoli ne dobi. Drugi simbol je v bistvu ta dolina prahu, ki je na poti med East Eggom pa New Yorkom, ne. To je v bistvu simbolika dejansko za družabni razkroj Amerike, ne. Se pravi, v bistvu za napačne vrednote, za slabo moralo ameriške družbe. In v bistvu je pa tudi predstavlja nekako neko stanje teh povprečnih Američanov, neko bedo, iz katere hoče pobegniti, ne. To je pač Myrtle je poosebitev tega. Zadnja simbolika je pa v bistvu so pa še ta očala od onega okulista, ki so pa v bistvu tudi v tej dolini prahu. Se gre pa v bistvu čisto za, v bistvu, kakor da nas Bog gleda, če sem jaz prav razumel to. No, ta simbolizem še najmanj razumem, moram reči. In v bistvu, ja, pač, da gleda na nas nekako nelih navdušeno, ne. Nekako, da spremlja moralni razkroj Amerike. In naprimer, če želijo si dijaki malo osvežiti svoje spomine, ko so prebrali knjigo, koliko je, naprimer, zelena luč je tudi v filmu zelo dobro pokazana, ne? Koliko se ti zdi, naprimer, ta film, knjiga primerjava? Kar se simbolike tiče, pa glavnih tem, pa to se mi zdi, da je kar na mestu film tudi, no. Da to v bistvu režiser kar zadane. Prav, kar se tiče teme pa motivov, simbolike, se mi zdi, da je bilo kar dobro narejeno. Tudi recimo probaj malo približati, pač vso to tematiko je probal nekako približati tudi moderni publike, ne, zaradi tega je pač tudi muzika taka, kakršna je, malo bolj moderna. In se mi zdi, da se splača pogledati film in prebrati knjigo, ampak ne pa gledati samo filma, ne. Ja, priporočljivo. To so vse razlike. Tako. Ok, kaj pa, imaš še kdo za kaj za dodati glede simbolike v Velikem Gatsbyju? Ne? Ok, pa skočimo še na Čudežnega Feliksa. Kaj bi pa rekli, da so simboli Čudežnem Feliksu? Torej, ziher ona ura, mogoče, a ne? Ko jo dobi Erna od očeta, ko gre iz roda v rod. Kaj še? Kaj bi še lahko rekli? Definitivno so vsi ti nacistični simboli, ne, ker kot vemo, se vojna približuje. Zdaj, je vmes dosti teh groženj nacističnih, vsega tega, v bistvu, če jih samo izoliramo, kadarkoli govori o vojni, v bistvu vidimo potek tega dogajanja, kaj točno se dogaja, no. Kar se pa tiče tudi tako nasplošno teh simbolov, imamo pa nekdo nos kljukasti križ, pa ga skriva in tako naprej, in se to vidi fejst dobro, no, noter, kako vse to je prežet, čeprav je, ne, tik pred vojno roman, pa mogoče na hitro niti ne bi rekli, ko pa vse to damo ven, ne, se pravi izoliramo, pa vidimo, da je res ogromno vsega tega noter. Zdaj, kaj pa bi rekla Anika, da bi predstavljala ta ura, ki je iz roda v rod? Ja, definitivno eno povezavo z očetom, a ne, ker to je od očeta dobila, hkrati pa tudi eno izmed tistih stvari, ki jo Erna zameri svoji mami, a ne, ker mama je uro vzela takrat. Pobrala in je čez čas dobila, in je to nekako je bilo tudi očiten. Tako da v bistvu
povezava z obema staršema, ne, na nek način. Ja, pozitivno začetom pa zelo, zelo, zelo negativno znamo. Tako Erna v malem, bi človek rekel, lep spomin na očeta, lepe navezave, še posebej s časom, pa vedno večje sovraštvo do mame. Kaj bi še lahko rekli za čudežnega Feliksa? Klej, ko govorimo o simbolih, po mojem, fajn tudi živali izpostaviti, ne. Mislim, živalske simbolike je res zelo veliko v tem romanu in ena taka, no, ki je bila vsaj meni zelo, recimo, pač najbolj očitna je ta simbol jelena, ne. To je v bistvu pač Hirš, ne, torej Theodor Hirš, njegov priimek v nemščini pomeni jelen, ne. In zdaj klej proti koncu romana v bistvu Feliks čisto konkretno izpostavil to simboliko, ne reče, da govori torej o Hiršu pa o Leonidu, da je eden je kakor jelen, drugi se pa tako piše. Zdaj, pač s tem, ko reče, da se tako piše, s tem misli svojega očeta, ne, da pa je kakor jelen, pa s tem v bistvu piše karakteristike Leonida. Mislim, jaz sem to tako razumel, no, pa še posebej, ko smo v šoli o tem debatirali, ne, da je tak bojevit, bori se za svoj teritorij. Ne. Recimo s tem ob začetku romana, ko pride Feliks v to graščino, ne, vidi kot neko konkurenco. Ne. Kada, mislim, nekoga, on je predtem predstavljal nekega intelektualca v hiši, ne, nek center pozornosti in zdaj pride Feliks pa mu vse to vzame. Ne. Potem je proti koncu knjige, no, ko pa Theodor Hirš pride, ne, v to graščino, ne, in je zelo podobna zgodba. Ne. Tam se tako zgodi, da sta oba dva v neko ista oblačila, pa zelo podobno oblačila oblečena, ne, tako da dejansko izpade, kada je Hirš neka zamenjava za Leonida, ne, in zdaj, če to povežemo še s tem, da pač Leonid se boji za svoj obstoj, ne, on ve, da pač kot Rus v tem predvojnem in pol kasneje tudi v vojnem svetu nima lepe prihodnosti, pač se res skrbi za to, kaj bo z njima, ne. Tako da ja, se res obnaša kot nek jelen, pač zelo zaščitniški in pol tudi agresiven in pol tudi, mislim, defenziven. Jaz bi, kar se teh živalskih simbolov tiče, jih mogoče so razdelila na dva dela. Eno je to, kar si, oziroma v dve skupini, eno je to, kar se že omenilo, ne, se pravi, da je tle zadaj neka simbolika, enako, ne vem, pri Kalmusu, ki je kot volk, ki varuje svoj plen. Druga je pa ta mogoče, ki so čist random živali, samo zato, da si malo bolj predstavljamo. Recimo pri Skobenskem reče, da je suh v obraz, oziroma tako nasplošno suh kot hrt, ne. Hrti so fejst suhi. In je mogoče z tega vidika, da ni neke globje simbolike, pri nekaterih primerih, pri nekaterih pa ja, ne, ker recimo tudi recimo, kjer je še jaz ne vidim, je recimo pri Egonu, kjer reče, da hodi kot čaplja. Zdaj, če rečemo, ok, hodi malo tako čuden, ne, če pa veš, da je kot čaplja, si pa znaš predstavljati, kako hod. Tako da tlele jaz recimo tega ne bi iskala, bi pa zagotovo, tako kot si ti rekel, pri jelenu, pa recimo pri volku. Tako da to. Tako je. Ne, to je meni bilo osebno tako ful zanimiv, tudi kako je zelo hiter se Feliks, ko je prišel v hišo, ne, ko je prišel z njihovo grašino, se je zelo hitro vzpostavil kot nekdo, ki res vse ve, kot hodeča enciklopedija, še posebej za tiste ribe. In pa ga je vprašal za tisto eno posebno pasmo ribe, ko je iz Rusije in je bil Leonid Bos in je bil bogi. In si prav videl, kako se je hotel, pač ko si bral, ne, si predstavljal, kako se je hotel tip udret v zemljo v trenutek, ko je pol tudi izbruhnil, ja pač lej ne vem. To je bilo ful zanimivo. Ampak ja, no zdaj pa... Še to, ker smo glih pri Feliksu, da sam spomnimo, kjere živali pa z njim povezujejo, se pravi reče, da ima opičje telesce oziroma tako opičje roke, pa veveričje oči, potem reče Erna njemu, da je kot žaba, ki skače po njeni duši, pa da ima debela očala, za katerimi se kakor črn ptič sučejo neke radovedne oči. Pa imel je vzdevek škilasti jastreb, tako indijansko imeno. Ja, tako je. Ko se je igral z svojimi sovrstniki, so mu tako rekli. Ja. No, zdaj pa, če bi mogoče čisto za konec, zdaj kar je ful dobro, ne, Anika, zdaj povej, če imam narobe, ampak naprimer v uvodu je fajn dati kako primerjavo še z drugimi deli v eseju, pa mogoče tudi v zaključku, pa kaj v jedru, ali pa kje misliš, da dati najbolj? Ja, jaz je ne bi glih dala v uvod. Zdaj, kar se tiče zgradbe eseja, je tako, ne, v uvodu morate nastaviti temo in morate jasno povedati, o čem se gre in potem to lahko razvijate. In če boste delali primerjavo s katerim koli delom, je fajn, oziroma fajn je to, da še poudarim, če boste imeli naslov, ki se bo navezal vsa navodila izključno na Feliksa in potem dobite vprašanje, še eno primerjate z nekim delom iz svetovne književnosti, lahko date Gatsbyja. V primeru, da Gatsby ni že omenjen v navodilih, tako da to je fajn vedeti. Še ena stvar je pa ta, če boste delali primerjavo,
dajte ne pustiti samo na 2-3 stavke, ampak dajte malo več napisati. Pa če bo recimo primerjajte z nečim, z nekim 2 junaka ali karkoli, paste na to, da delate cik-cak primerjavo. No, V zaključku pa nekaj lahko izpeljete, ne? Se tam je lahko tudi primerjava oziroma poanta te primerjave, ne? Samo da bi jo pa prav izpostavljala res orang živa v vodu, razen da se mogoče nastav, pa jaz ne bi, no, lahko pa še, kaj pa vem, kolega slovenist Marko pove. Jaz se tu popolnoma strinjam s kolegico Logar. Res bi bilo odveč že v samem uvodu se zapletati oziroma nekaj preobširno pisati, ker potem bo dejansko tudi po mojem, da večkrat manjkalo, kaj bi napisali nekaj pametnega v jedro. Ne? Če boste vi v uvodu vse razdelali, boste imeli jeder prazen. Zdaj to pa je, da se ne točkuje dobro, tako da ne tega delati. Pa ne nazadnje imate tudi, v bistvu mora biti uvod kratek, ne? Mora biti tisti res dober prvi vtis, ne? Ker vedno, mislim, se je tudi tako, ko človeka srečate, je pomemben prvi vtis in tudi, če boste vi naredili dober prvi vtis, bo tudi nasplošno je sej dober izpadel, ne? Se pravi, morate glih toliko, da nakažete nekaj in da v bistvu pol ocenjevalca oziroma bralca pritegne, da gre pol še naprej brati. Tako da ja, v bistvu lahko tle date neko skupno temo, ki je skupna obema romanoma, ne logičen, če boste delali pol primerjavo. Tako, ja, ker kar si bojo ocenjevalci oziroma pač nekdo, ko bere, kaj si zapomne, oziroma nekdo, ko posluša, kaj si zapomnemo si začetek, pa zapomnemo si konec. Ta vmesni del je bolj tako, malo si ne, ta res začetek pa konec sta pa najbolj opazna in potem ponovadi tudi nezavedno naredimo neko oceno, ne. Tole je bilo pa odlično, tole je pa res izstopalo, ker je bilo pač toliko v uvodu, ker se toliko tema v uvodu predstavljeno, pač pritegnala, ali pa ker se nam je zdel zaključek v toliko inovativno izpeljano. No, in zdaj bi pa še mogoče se dotaknili par teh, pa vzamemo najpomembnejše tematike iz obeh romanov. Naprimer, bogastvo je nekaj takega, kar je tudi v temi letošnjega eseja. Naprimer, bogastvo, s katerimi romani bi lahko se še kaj povezalo, ker to nastopa itak v obeh, tak ful. Ja, zdaj, kar se tiče teh primerjav romanov, ne, tlej v bistvu mi brainstormamo, ne, morate vi tudi argumentirati, pa mogoče je fajn, da preberete tudi roman, preden greste to pisati, to je fajn poudariti prej. Recimo, jaz bi izpostavila mogoče očeta Gorjoja, ne, ker tam imamo očeta, ki gre v bistvu iz nekega bogatstva vedno hujšo revščino, ne, s tem, ko se žrtvuje za svoje hčerke. In to se jasno vidi, ko se seli iz sobe v sobo in vsaka je bolj revna, v bistvu je ravno kontra, medtem ko hčerke živijo naprej, ne. Zdaj mogoče ena taka, ko je tudi tak iz bogatstva, pa v revščino, pa še vojni čas. Zdaj, tole je sicer tuj roman, pač tak v angleščini je, pa lahko si tudi film pogledate, imenuje se Atonement, se po moje ste že slišali za to, ampak to je tudi isto bogata družina, plemiška družina, prepovedana ljubezen, ljubezenski trikotnik, pač isto med sestrama pa še enim, pa še potem je definitivno vojni čas, kjer je ta ljubezen potem razdrta. Tako da, to je na primer tudi ena taka zanimiva, si lahko film pogledate. Ja, pa jaz bi tukaj dodala še eno delo in to je Hiša Marije Pomočnice. Zdaj mogoče ni tako nujno, mislim, zakaj, ne? Spet so to neke primerjave, ki bi jih res rabili utemeljiti, ampak naslov vaše teme je Svet blišča in bede. In bede v smislu te duhovne bede. In če pogledamo Hišo Marije Pomočnice, imamo tukaj Lojsko in njeno družino. Zdaj, Lojska je zelo bogate družine, ampak se kljub samo noče vrniti domov, oziroma v tisti bogat dom, ne, kljub temu, da pač živijo v tem hiši tako skromno, ampak hkrati so pa deklice neizmerno notranje bogate, ne. In še eno tako osebo pa predstavlja recimo tudi grofica, ko hodi noter, sicer res da bogata, ampak ko pa lom, ne vem, tiste piškote ali karkoli že tala, neke pomaranče, se pa tudi izkaže, da ni glih perla med ljudmi, kako bi se temu reklo. Tako da to. Okay, no, pa če ostanem pri Cankarju, meni se zdi tale Hiša Marije Pomočnice zelo nek fajn primerjava, no. Bi pa mogoče dal eno alternativo Gospo Judit, zaradi tega, ker je krajša, boste prišli prej skozi, če boste šli brati, ne, hecam se. Zdi se mi mogoče malo lažje za primerjati, no, zaradi tega, ker išče in Gospa Judit in ta mati, no, v Feliksu, ne, iščeta nove ljubimce, zdaj obe iščeta pri ljubimcih izpopolnjene. Zdaj Štefanija najbrž samo zabavo oziroma
neke ljubezni, po mojem, da ne, no. Čeprav jo, kot trdi svojim sorodnikom, najde pri Rusu, medtem ko gospa Judith išče pa neko duševno izpopolnjenje, ne, ki ga ne najde. In potem pač obe menjavata te ljubimce, kot je prej omenila kolegica Logar, ne, da jih mama pri Felixu menjava, ne, tudi Judith te ljubimce menjava. No, zdaj, če smo že pri menjavanju ljubimcev, varanje. Huge v obeh, again. Naprimer, Ana Karenina se mi zdi, da je kar cool primerjava, še posebej z Gatsbyjem, zaradi tega, ker tudi Ana vse da za ljubezen in tako kot Gatsby, celotno svoje življenje, tudi po Daisy, pa v času vojne, po vojni, posveti temu, da dobi Daisy nazaj in da dobi bogatstvo in zato, da bi bil zanimiv in da kupi ono hišo. Isto Ana, samo da ona gre pa v drugo smer. Torej, ona pa gre stran iz tega dobrega življenja, gre stran od, lahko bi rekli, dobrega moža za ljubeznijo, za iskanje ljubezni. Naprimer, to je ena taka primerjava. Kaj bi še lahko bilo? Imate gospod Bovary, kjer ima tudi vara svojega moža z nekim bolj premožnim, pa recimo Jaro gospodo, kjer pa, če se prav spomnim, je Ančka, ki vara Andreja. In je tudi pojavil se recimo pol anonimno pismo in tako naprej in potem ona umre kot beračica na koncu. In tudi pač na pogrebu je, mislim, da samo Pavel. Anonimno pismo kot v Felixu, ko je. Ja. Anonimno pismo, super. Meni se drugače tudi malo se mi povezave vlečejo med Notrdamskim zvonarjem pa Great Gatsbyjem. Recimo ta Notrdamski zvonar ima isto čisto dušo in je popolnoma v bistvu, mislim, čisto je bil predan Esmeraldi, ne, Esmeralda je ime, če se prav spomnim. Ja, Esmeralda. Pa isto si imel enega moškega na položaju moči, ki je v bistvu isto pač lovil eno žensko. Veliko je bilo sojen tudi, se mi zdi, se pravi, si imel tudi v bistvu tako dosti neko družbeno sliko, pa v bistvu, neko analizo družbe v tistem času, no. Ne vem, sicer ni ona zdaj res ful podobna, ampak se mi zdi, da je par vzporednic tudi takih lepih, no. Tako. Pa tako kot je prej Marko omenil gospod Judita, Notrdamski zvonar tudi ni zelo debela knjiga, pa po mojem vam bo to tudi zelo hitro prišel čez. Je pa še ena knjiga, ki je v povezavi z varanjem sicer skrajna primerjava, oziroma kar se tiče teh ljubezenskih trikotnikov in vseh možnih zvez, jih je ogromno v Bokaču, če bi brali, in to je ena najboljših knjig ever. Res, tako pa kratke zgodbice so in imate v bistvu tudi, ne glede na to, da ima knjiga 1000 strani, vsaka novela, ne vem, 10, in imate v bistvu ob vsaki noveli na koncu seznama, oziroma na koncu knjige imate seznam, kjer piše v 2-3 stavkih vsebina knjige in se lahko zberete, kaj bi prebrali in pač tistih 10 strani preberete in imate to za primerjavo, kar se mi zdi super, pa ne nazadnje o vseh teh grehih in vseh teh, kar delajo ljudje od razsipništva do nekega varanja in tako naprej, je pa pač pisal Dante, ki se res temu posvetil. No, super. A ima še kdo karkoli za dodati tukaj, preden gremo v zadnji? Ja, pri simbolih sem prej pozabil omeniti, da se mi je zdela pomembna še pri Felixu omemba svetlobe, ker se mi zdi, da svetloba v nekih momentih dejansko ustvarja nek fokus na stvar, ki bi mogla se v tem trenutku zgoditi, tudi oziroma na osebo, ki bi mogla tu ravnati. Tu zdaj najprej svetloba, ta prvič, ko vidi Erno kot neko poželjivo bitje, takrat jo užarja svetloba, isto je potem užarja pač svetloba po tistem prvem kopanju in pa potem je ta svetloba še zelo vidna pri tem sporu z mamo in pa njenima sorodnikoma, z Egonom pa z Francom. Ko se najprej je fokus samo na Štefaniji, samo na njej je najprej žarek svetlobe, potem pa k njej stopi v bok še Bruce in dejansko žarek se prestavi na njega. Piše, da prav njega užarja ta svetloba in takrat dejansko tudi Rus prevzame neko pobudo v pogovoru, nima take obrambne drže, več neke, ampak gre dejansko v ofenzivo. Pove tema sorodnikoma, da pač kar ima gre. Mogoče
ta povezava, ta luč, se pa tudi lahko, ne, tako kot je Žiga prej omenil, ta zelena luč, ko pa tudi predstavlja Gatsbyjeve sanje in to, na kaj pa se on skoncentrira. Ne. Torej, tu je generalno, na koga leti pozornost, zelena luč v Gatsbyju, pa Gatsbyjeva pozornost, ne? Pa Ja, mogoče, no. Mislim, jaz v tem pač v Felixu bi res še enkrat hotel poudariti, da ni samo pozornost na nekoga, ampak je tudi na lastnost, ne? Tudi na to točno, da svetloba ožarja, kakšne barve je bilo listje, ko je gledal Erno, ne? Tako da ne bi zdaj mogel reči, da je tudi ta svetloba, da ima neko simbolno vrednost, ker po mojem nima, ne? Razen tega, da pač pomeni fokus. Ok, še kakšne zaključne misli? Jaz bi dodala še pri teh primerjavah za ta dela. Če bi imeli odnos med sorojenci, imate Visoško kroniko, kjer sta v ospredju pač recimo da brata, potem imate pa Antigono in pozor, obstajajo 3 Antigone, oziroma obstaja jih še več, ampak te 3 bi nekako lahko omenili. Ena je od Sofokleja, ki jo verjetno poznate, potem je od Smoleta, ki ste jo tudi skoraj gotovo delali, pa ne nazadnje bo imela prihodna generacija to na eseju. In pa še ena, ki pa mogoče ne poznate, je pa od Jovanoviča, pred kratkim umrlim režiserjem, pisateljem oziroma dramatikom in tako dalje. Ampak za razliko od Sofokleja pa Smoleta, se Jovanovič naslanja v bistvu na tisto zgodbo, mislim, da je od Euripida. In sicer sta v ospredju brata, se pravi Eteokl pa Polinek, se pravi v prejšnjih 2 sta sestri, tukaj sta pa Eteokl in Polinek in gre za boj bratov. In tukaj je pa ta drama je del trilogije, balkanske trilogije, kjer najdemo v bistvu neke odmeve na dogajanje na balkanskem polotoku oziroma območju v 90-ih letih. In fora vsega tega je pa v bistvu sta v ospredju, mislim, brata sta, in gre za tekst, ki nima več neke te lepote, ki ima mogoče Smoletova ali pa Sofoklejeva, hkrati je pa tudi mogoče zanimivo branje z tega vidika, ker je boj med bratoma prikazan kot športna tekma. In glavna razlika med tistim Euripidovo verzijo in to je pa v tem, da se brata tle ne morata nehati bojevati. Tako da, če bi slučajno pisali v kakšnih odnosih, lahko to preberete, če bi se vam zdelo zanimivo. Še eno knjigo, ki smo že prej omenili, je Zločin in kazen. Potem imamo pa še recimo Pogreb Gatsbyja, kamor pride praktično Nik, oče pa še nekdo, ki ga je spoznal iz knjižnice. Potem je v Jari gospodi, ki smo že prej omenili, na Ančkin pogreb, mislim, da pride samo Pavel, in pa potem še oče Gorjo, kjer je pa tudi zelo malo ljudi. Tako da to bi jaz dodala. Pa naj še jaz tule omenim dogodek v mestu Gogi. Pa bom, ne vem, jaz bi se tu, se mi zdi zanimiv za primerjavo, zaradi tega, ker je v Gogi pač, da prvega ne pozabiš nikoli, oziroma da se ti pač to vedno pozna, da si zaradi tega vedno zaznamovan. In ta zaznamovanost zaradi tega se vidi tudi pri tej kuharici, ne? Ker pravi, da kuharica je zaradi tega, ker jo je oče od Štefanije posilil. Ja, ne vem, hočem se spomniti, kako je napisan, mislim, da ne piše prav posilil, no. Ampak skratka, ja, da je pač nekaj z njo počel, dejansko je posilil, no, ampak ne spomnim se, kako je to napisan. In one piše, da zaradi tega, da je del hiše, ne, da ne more nikamor drugam, da spada k njim. Ja. Ma še kdo, kakšno, še kaj pride na misel za primerjavo od romanov? No, če ne, pa bi pa prosila Aniko za zaključne spodbudne besede in misli, ker zdaj smo približno 1 uro porabili, da smo se malo pogovarjali na splošno povezavo, pa odgovarjali na vprašanja, ampak Anika, kaj bi ti svetovala maturantom, ki zdaj to poslušajo glede eseja? Predvsem to, da ste dobro prebrali, to je prvo. In druga stvar je ta, da ne pozabiti, da je po mojem mnenju, pa po mnenju nekaterih drugih, ki se ukvarjajo z literaturo ali kakorkoli, da je literatura vedno ogledalo družbe. In da roman lažje razumete ali pa da vam je bližji,
ga poskusite na ta način brati, ne? Ni to sam kar nekaj, kar rabim prebrati za maturo, ampak v bistvu, kaj lahko od tega romana odnesete. Saj jaz, ko recimo berem dela, ki jih berem, in še ena stvar je pa ta, da za esej je zelo pomembna tudi samozavest. Tako da zdaj, ko ste poslušali in to okroglo mizo, ko ste prebrali, ko ste pisali poskusen esej, ko ste, ne vem, karkoli ste potem še dodatnega počeli, je fajn, no, da veste, da na koncev šteje tudi to, da ste prepričani, da znate in verjamemo, da znate. Tako da to. Tako, super, hvala Anika. Torej, vsem bi se rada ful zahvalila, da ste zdržali do konca in da ste nas poslušali. Upam, da vam je bilo fajn, da ste izvedeli kaj novega, da ste si razširili obzorja, dobili kakšne nove poglede na romana in iskreno, po moje, lahko to v imenu vseh prisotnim tukaj rečem, vso srečo na eseju, držimo pesti, imate to. Razturite.